Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v zadnjem tednu septembra, v katerem nas je presenetilo hladno vreme. Sicer pa smo tudi koledarsko zakorakali v jesenski čas. Klopovci bodo kmalu utihnili, grozne jagode pa se spreminjajo v sladek mošt. Ta letni čas pa ne prinaša samo obilice darov narave, pridružujejo se tudi pisani dogodki, njihovo vsebino pa lahko spremljate tudi v informativni daji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. Ob Evropskem tednu mobilnosti tudi v Slovenski Bistrici pester program dogodkov. Preteklo soboto je v Slovenski Bistrici potekal tradicionalni sejem starodobnikov in opreme. V veteranskem centru Brinje pokrajinska proslava ob 50-letnici teritorialne obrambe Slovenije. Pragerčani ob svojem krajevnem prazniku dobili tudi novo gasilsko vozilo. Slovenjebistriška knjižnica gostila Jureta Ivanušiča, igralca in šansonjerja. Neznani storilec ukradel podjetju 2 polnilni liniji za vino. Smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju pridobil 2 obnovljeni skakalnici. V rubriki Lokalne novice o 50-letnici teritorialne obrambe Slovenije, pragerskem krajevnem prazniku in drugih dogodkih. Prejšnji teden ob Evropskem tednu mobilnosti so tudi v Slovenski Bistrici pripravili pester program prireditev. V ospredju je bilo tekmovanje v ulični košarki. Na parkirišču na Čopovi ulici se je pomerilo 8 osnovnošolskih ekip ter po 4 srednješolske in članske. Pri članih je zmagalo moštvo Alen Spap, pri osnovnošolcih so bili najboljši Perspektivni, osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, pri srednješolcih pa je slavila ekipa 4.A SŠC. Tudi sicer je bilo v središču mesta živahno. Več o dogajanju je za Studio Bistrica povedal Tomaž Pristovnik iz Rica, Slovenska Bistrica, vodja prireditev Evropskega tedna mobilnosti. Rdeča nit, kot vidite, je turnir v ulični košarki. Lani smo začeli z to idejo, da na ulice, ki so namenjene prometu, damo drugo dogajanje, se pravi, da v bistvu na mesto avtomobilov ulice in pa javne površine v mestu oživimo z športno dejavnostjo, ker je lani ta turnir ulične košarke naletel na zelo dober odziv, smo rekli, da bomo stvar nadgradili in ponovili. In smo v tem tednu, na današnji dan brez avtomobila, dali v program turnir za najboljšega uličnega košarkarja za osnovnošolce, popoldan pa je na vrsti še turnir v košarki za člane. Sicer se v tem tednu v bistvu dogajale tudi druge stvari. V okviru turistično-informativnega centra že skozi ves teden je na voljo testiranje električnih koles. Skozi ves teden je na voljo tudi testiranje električnega avtomobila, ki smo si ga prav za ta namen, da občane in odločevalce seznanimo z temi novimi tehnologijami, ki so prijaznejše za okolje, da poskusijo in vidijo v bistvu, kaj pač te alternative nudijo. Sicer pa tudi smo nasproti vhoda v grad, zraven polnilne postaje pri gradu postavili tudi servisno stojalo, tako da lahko v bistvu kolesarji, ki kolesarijo po Bistrici in potrebujejo kakšno tlačilko ali orodja, tam tudi naredijo osnovni kolesarski servis. Na sosednjem prizorišču na Trgu Svobode je pravkar poteka tudi mobilnostna tržnica, ki je namenjena promociji trajnostnega prometa. Na tržnici sodelujejo Policijska postaja Slovenska Bistrica, Ljudska univerza Slovenska Bistrica, podjetje Implera, Avtomoto društvo Slovenska Bistrica, kolesarski center Germ in pa društvo diabetikov Maribor. Na trgu je postavljen tudi napihljiv gol, kjer se lahko mimoidoči pomerijo v moči, jakosti udarca po nogometni žogi. Ob 13. uri pa bodo iz šahovskega kluba osnovne šole Zgornja Rožnica odigrali tudi partijo šaha na teh velikih figurah. Seveda, z tem programom želimo
spomniti tako občane kot odločevalce, da je promet, mobilnost stvar 365 dni v leto, ampak mi pač na to opozarjamo v tem tednu Evropskega tedna mobilnosti, kjer občina Slovenska Bistrica sodeluje že vrsto let in pač se vsako leto trudimo, da ta program naredimo kar se da pester in tudi zanimiv za občane. Da na ta način pa pravzaprav že tudi uresničujete celostno prometno strategijo, ki jo je pripravila občina Slovenska Bistrica. Seveda, v lanskem letu je bila izdelana in sprejeta na občinskem svetu celostna prometna strategija in nekaj ukrepov iz tega je realiziranih. V lanskem letu smo postavili 5 polnilnih postaj za električna vozila v bistriški občini, potem postavili smo to polnilnico za električna kolesa v Ticu, postavili smo to servisno stojalo, seveda pa se tudi pri projektiranju in načrtovanju novih projektov. V lanskem letu je bil tudi, oziroma letos je bil tudi potrjen projekt Zapelji me, v okviru katerega načrtujemo v Slovenski Bistrici postavitev 8 postajališč za mestna kolesa in nabavo 90 kosov mestnih koles, ki bodo potem služila pač meščanom, občanom in seveda v bistvu izpolnjevanju pač te strategije, ki si je občina zadala, da jo v naslednjem obdobju tudi dejansko uresniči in udejanji. V soboto 22. septembra je na pokritem parkirišču pred Impolom potekal tradicionalni sejem starodobnikov, delov in opreme. Kljub močnemu dežju so ga obiskali številni radovedneži in kupci. Na voljo so bile različne reči, ki jih ne vidimo vsak dan. Posebno mesto pa so razstavljavci namenili avtomobilom častitljive starosti. Organizator sejma je bil Avtomoto klub Klasik. V veteranskem centru Brinje so v soboto 22. septembra gostili pokrajinsko proslavo ob 50-letnici teritorialne obrambe Slovenije, ki sta jo pripravila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica in Območno združenje Zveze slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Slavnostni govornik je bil dr. Milan Brglez, poslanec Državnega zbora. Spoštovane in spoštovani, dogajanja leta 1991 bi bila krepko drugačna, če ne bi verjeli v našo teritorialno obrambo oziroma, kot smo jim rekli, v naše teritorialce. Poročila s terena iz tistih dni govorijo, da ni bilo državljana ali državljanke Slovenije, ki ne bi s srcem in dušo podpirala boja naših teritorialcev in delovanja naše teritorialne obrambe. Ker smo kot narod in nacija stali z ramo v rami, smo ta boj tudi izbojevali. Kajti tisti, ki so nas napadli, niso verjeli v našo zmago. Še več, ocenjevali so nas. Menili so, da se bomo dali, a se nismo. In da se ne bomo, je jasno pokazal že dogodek maja 1991 v Pekrah, ko je jugoslovanska armada z incidentom želela izsiliti razpustitev učnega centra. Namesto tega je doživela vojaški in civilni odpor. Odpor, ki je bil zaznamovan tudi s prvo žrtvijo slovenske osamosvojitve. Žrtvijo, katere življenje ni bilo zaman. Mesec pozneje smo razglasili samostojno državo, jo obranili in jo umestili na svetovni zemlji. Tega zgodovinskega trenutka, ko je na trgu republike zaplopala slovenska zastava, ne gre pozabiti. Tudi zato ne, ker je k temu trenutku v veliki meri pripomogla prav teritorialna obramba. Spoštovani in spoštovane, teritorialna obramba je imela na vzhodnem Štajerskem domovinsko pravico. General-major Ladislav Lipič je v svojem zapisu v zborniku Vzhodna Štajerska v procesih osamosvajanja Slovenije zapisal: pomemben element delovanja teritorialne obrambe na vzhodnem Štajerskem je bilo odlično sodelovanje z vsemi civilnimi ustanovami, ki so bile vključene v odpor proti JLA. In dodal: prelomni trenutek za teritorialno obrambo vzhodno-štajerske pokrajine je bilo zavzetje 3 velikih skladišč streliva in minsko-eksplozivnih sredstev v Zgornji Lužnici. In še bi lahko našteval, kaj vse je v tistih težkih, a prelomnih časih dogajalo tu, na območju vzhodno-štajerske pokrajine. A bodi dovolj. Zgodovina govori sama zase, dela teritorialne obrambe, teritorialk in teritorialcev pa tudi. Zato mi na koncu dovolite še premislek o tem,
kje smo in kam smo prišli. Teritorialna obramba se je leta 1995 formalno preimenovala v Slovensko vojsko. Vojska pa je, že po teoriji suverenosti države, eden od njenih branikov. Leta 2004 smo se včlanili v Zvezo NATO, upajoč, da nam bo ta pomagala rešiti naše probleme. Pa nam jih ni. Le postavila nam je še zahtevnejša zunanja merila. Kakorkoli, naši problemi ostajajo naši in rešiti jih moramo sami. Slovenska vojska mora spet postati ponos naše države, državljank in državljanov. Da pa bi to postala, moramo narediti več. Ne bo dovolj zgolj več sredstev. Potrebno bo spremeniti naš odnos do celotnega sistema nacionalne varnosti, ki mora v skladu z našo ustavo in nepredvidljivim mednarodnim varnostnim okoljem hkrati zagotavljati tako našo nacionalno in družbeno, kot nič manj pomembno človekovo varnost. Zgled, izkušnje in tradicija teritorialne obrambe, pa tudi doktrine splošnega ljudskega odpora dokazujejo, da to znamo in zmoremo. Uporabimo jih po vsebini, če so komu moteča sama poimenovanja. Če se bomo znali opreti na lastne sile, bomo varnejši in bomo lažje tudi slovenski vojski povrnili slavo, ki jo je uživala teritorialna obramba. Da bomo doma nanjo ponosni in da bomo tudi v tujini sprejeti kot enakopraven in suveren partner, ki se zna in zmore postaviti zase. Spoštovane in spoštovani, bodimo ponosni na to, kar smo dosegli v naši zgodovini. Bodimo ponosni na naše fante in dekleta, ki se odločijo za služenje domovini. Predvsem pa bodimo hvaležni vsem in vsakomur, ki so pripomogli k temu, da lahko lastno državo, ki so jo oni še sanjali, mi v miru živimo. Srečno Slovenija! V kulturnem programu so nastopili vokalna skupina Srednje šole Slovenska Bistrica, ki so jo spremljali Domen Krajnc na harmoniki, Luka Štukl na kitari in Vid Žišt na cajonu. Mentorica skupine je Nadja Stegne. Otroška folklorna skupina Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica pod mentorstvom Vesne Repnik in Janje Kotnik. Vokalna skupina Vivere, umetniška vodja Nadja Stegne in Kut gasilske godbena pihala Spodnja Polskava, ki jo vodi Jernej Senegačnik. Program sta povezovala Jana Jeglič in Stane Kucutar.
Na Pragerskem so v nedeljo 23. septembra zaključili prireditve ob 42. krajevnem prazniku. Letošnjo osrednjo prireditev je zaznamoval tudi krst novega gasilskega vozila, moštvenega vozila znamke Peugeot Boxer. V vozilu je prostora za 9 gasilcev, v njem je tudi dodatna oprema. Nadgradnjo so opravili v avtocentru Žunkovič iz Miklavža na Dravskem polju. Matej Arnoš, predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj, je povedal, da so gasilci projekt uresničili s pomočjo 48 botrov krajevne skupnosti Pragersko Gaj, krajevne skupnosti Leskovec Stari Log, občine Slovenska Bistrica, Ministrstva za obrambo ter drugih donatorjev in sponzorjev, predvsem vaščanov. Na zaključni prireditvi so podelili tudi priznanja krajevne skupnosti Pragersko Gaj. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v ponedeljek 24. septembra gostila zelo dobro obiskan pogovorni večer z igralcem in šansonjerom Juretom Ivanušičem. Jure Ivanušič je igralec, glasbenik, skladatelj, šansonjer, režiser, voditelj zabavnih oddaj in prireditev ter scenarist, znan po svojih gledaliških, televizijskih in filmskih nastopih. Do sedaj je prejel številne nagrade, med njimi Borštnikovo nagrado ter nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije in Ježkovo nagrado. Jure Ivanušič je na prireditvi tudi zaigral in zapel. Moramo gledati je naslov tega. Dalje od smeti, rastočih izpred nas, prek zgubanih oči, naprej čez mrkopraz. Dlje od tu, kjer je bolest, še dlje od teh dlani, iztegnjenih zaman ali stisnjenih v pest. Naprej še od meja, kjer ljudje so zvezani, naprej od BDP je treba gledati. Moraš gledati to, kar je lepo, nebo, oblak, bel ali siv, dekleta in zaliv, prijatelja in sonce jutrišnjega dne, in lastovice let, in čoln, ki vrača se. Prijatelja in sonce jutrišnjega dne, in lastovice let, in čoln, ki vrača se. Onkraj koncerta solz, ihtenja in krvi, in krikov in besnenja prestrašenih ljudi, in onkraj hrupa ulic, igrišč, kjer je molk, alarmnih vseh siren in pijanskih psovk, glasnejših od otrok, ki v vojni so bili, glasnejših od odraslih, ki so se vojno šli. Moraš poslušati njo, to ptico iz gozdov, poletje, ki šumi in dviganje krvi, materino pesem, molitev otrok, bobnenje zemlje preden zaspi njen tihi zvok. Materino uspavanko, molitev otrok, bobnenje zemlje preden zaspi njen tihi zvok. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so obravnavali 11 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 2 poškodovanji tuje stvari, kršitev nedotakljivosti stanovanja, odvzem mladoletne osebe in zatajitev. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v stanovanjskem bloku poškodoval poštni nabiralnik in s tem lastnico oškodoval za 50 evrov. Nekdo je z dvorišča enega od podjetij ukradel 2 polnilni liniji za vino. Podjetje je oškodovano za 25 tisoč evrov. Prav tako neznani storilec je na parkirišču z ostrim predmetom poškodoval zunanjost vozila. Škode je za 1000 evrov. Pragersko. Iz terase enega od gostinskih lokalov je izginil senčnik, vreden 350 evrov. Iz zaprte lope pa je nekdo ukradel kosilnico.
Zgornja Polskava. Tudi tukaj je s terase gostinskega lokala ukradel nekdo 8 vrtnih stolov. Škoda je za 400 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 21 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, napisali 43 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja ter zasegli 2 vozili. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat, obravnavali so še en požar in nenadno smrt. V športnem prispevku tokrat o veliki pridobitvi smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju. Na Šmartnem na Pohorju so v soboto 22. septembra slovesno odprli prenovljeni mali skakalnici, ki so jo preplastili tudi s plastično maso. V zelo slabem vremenu, ves čas je deževalo, so 15 in 25 metrski skakalnici preizkusili skakalci in skakalke, ki so se pomerili na meddruštvenem tekmovanju. Najdlje 22 metrov je skočil Uroš Vrbek, član domačega smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju, ki je zmagal v članski konkurenci. Med deklicami do 15 let je svoje znanje s preskočenimi 21 metri dokazala tudi Erika Ačko, prav tako članica domačega kluba. Skakalnica mi ful streza, ful je fajna v glavnem. Koliko časa že treniraš smučarske skoke? Skoke treniram že od 5. leta, torej 8 let. In kakšne so tvoje želje za naprej? Ja, da bi bila čim boljša skakalka, da bi pač osvajala kolajne po svetu. Pri dečkih do 13 let je zmagal Nikodim Jurgec, član smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju. Pri dečkih do 11 let je prvo mesto osvojil Damjan Zupanec iz smučarskega kluba Zagorje. Pri cicibankah do 9 let je slavila Ula Vodlan, prav tako članica smučarskega kluba Zagorje. Pri veteranih pa Milan Potočnik iz smučarskega društva Vizore. Skakalnici nista več ustrezali novim standardom, zato so ju po besedah Rada Vanerja, predsednika smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju, uredili po najnovejših načrtih s poudarkom na varnosti. Od same ideje pa do današnje otvoritve je trajalo skoraj 3 leta. Se pravi, ideje, to je bilo že konkretni dogovor skupaj z Smučarsko zvezo Slovenije, Fundacijo za šport in občino Slovenska Bistrica. V poletju 2015 smo podpisali tripartitno pogodbo o nabavi plastične mase, vendar smo bili hitro postavljeni na realna tla, kajti prvi izračuni in prvi načrti so bili, da je treba pač stare naprave podreti in zgraditi nove, ki bodo temelj za varne in pa skakalnice, ki bojo omogočale oziroma pridobile homologacijo, kar je predpogoj za izvedbo uradnih tekem na teh skakalnicah. Seveda najprej nabava plastike, potem gradnja v lanskem letu, začetku septembra skakalnic. Moramo reči, da smo si predstavljali vse nekoliko lažje, kot je potem kasneje izgledalo. Že sama zemeljska dela so nam zaradi razmočenosti terena predstavljala velik problem. Potem sama gradnja, betonaža. Res pa je, da nobena firma tu na Štajerskem ni imela izkušenj z gradnjo oziroma betoniranjem v teh naklonih in vsa zahvala gre izvajalcu, bivšemu podjetju Granit, ki se je to lotil in seveda, kot bi rekli, v milimeter natančno to izvedel. Seveda potem je pa nas čakalo še polaganje keramične mase, ker je nam zopet priskočila na pomoč občina. Sami pa smo seveda udarniško, bi rekli, opravili, nismo seštevali, ampak krepko čez 2000 ur. Slišali smo pa tudi, da obstaja želja, da bi obnovili še največjo skakalnico. Kako realne so te možnosti? Seveda, želja mora biti vedno večja od možnosti. Bomo poskušali, če smo to izvedli kot nek 3-letni projekt, bomo poskušali tudi večjo napravo po etapah, se pravi najprej pridobiti načrte, ker tu smo seveda načrte pridobili, potem šele po navaji plastične mase. Tukaj bomo pa morali iti, bi rekli, po pravi poti, najprej idejni projekt, načrt, potem pa finančna konstrukcija in pa sama izvedba. In
pravijo, da če ne poskusiš, nikoli ne veš, a boš kaj storil. Ne? In seveda, prvi korak je treba storiti. Mislim, da bo ta zima ravno pravšna tale pauza, da se lotimo tega idejnega projekta, naslednja leta pa poskusimo izpeljati in potem bi bil to eden izmed lepših centrov sploh za mlajše skakalce do 15 let in seveda, da bi se zopet vrnile tekme na naš ta konc, ker namreč seveda odvisni smo rumena in nažalost na nam zadnji 2 tekmi v lanskem in predlanskem letu odpadli zaradi snega, tako da bomo morali začeti razmišljati tudi o umetnem zasneževanju, ampak pustimo to za drugič. Ne? Odprtje so popestrili s čogl sprintom. Zaradi varnosti so progo nekoliko skrajšali, tekmovalci niso tekli po zaletišču 55 metrov velike skakalnice, ampak po ravnini in doskočišču skakalnice. V težkih razmerah sta v članski konkurenci zmagala Primož Ačko in Rebeka Dovnik. Pri moških ekipno so bili najhitrejši čebelaki, pri ženskah ekipno pa so slavile 3 hitre. Na odprtju skakalnic so trak slovesno prerezali dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Modest Motaln, predsednik krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju, Primož Peterka, predstavnik Smučarske zveze Slovenije, Vlado Ačko, dolgoletni trener smučarskih skokov na Šmartnem, Bojan Fajs, predsednik Športne zveze občine Slovenska Bistrica in Rado Vaner. In kaj je o pomenu obnovljenih skakalnic povedal bivši odlični smučarski skakalec Primož Peterka. Ja, nažalost moramo začeti s tem, da je vreme tako kršen, pač je, ampak skoki so tudi šport na prostem. Če ne to namenam, bomo to preživeli. Drugače pa skakalnice sem videl super, jaz moram čestitati vsem, ki so se trudili za to, vsem, ki jim je to konec koncev sploh uspel. Če se vrnem že na prejšnjo, moram čestitati istim ljudem, da klub že toliko časa obdržujejo pri življenju in kaj to za skoke pomeni. Jaz bom spet enega gospoda citiral, v Grlce je vredna toliko kaj kamenčkov gor, tole je še en kamenček pomemben. Spoštovani, s prispevkom o športu se je iztekla zadnja septembrska oddaja iz Studia Bistrica. Iztekajo pa se verjetno tudi prijazni jesenski dnevi, zato se oblecite toplo. Kljub vsemu pa je še vedno čas za sprehode v naravo, vendar pa je čas tudi za kurilno sezono in ozimnico. Tudi veveričke se že igrajo s kostanji, orihi in lešniki in jih že pridno spravljajo za zimske čase. Pa lep pozdrav do naslednjega tedna. In ne pozabite, v nedeljo je prireditev Otroški živžav, tradicionalni dogodek ob prihajajočem mednarodnem tednu otroka.